Profesor Rafko Valenčič, dobrodošli na Družini. Danes ste nas slučajno obiskali, pa smo vas kar povabili tukaj v studio, ker je boljši zvok in boljša svetloba, da spregovorite nekaj misli in nekaj izkušenj o papežih. Vi ste jih dali skozi, če tako rečem v navednicah, že kar 7. Mogoče me zanima čisto na kratko, kako ste doživeli, recimo, če začneva z papežem Pijem XII, ki je bil od leta 1933 do 1958. Kako se ga kaj spominjate? Takrat ste bili tudi še vi v rosnih mladih letih. No, Pij XII je veljal za zelo dobrega papeža, in sicer bodisi po postavi, je bil velik, potem Rimljan, knežjega rodu, znal je še jezikov, takrat se je družil z vsemi znanstveniki, katere je nagovarjal o njihovih problemih. Ko je umrl, se spomnim duhovnikov, predvsem ti, ki so študirali v Gorici, da so rekli, takega papeža ne bomo več imeli. Potem pride Janez XXIII. No, kar nič sem neč ugovarjal, ki nisem mogel. Pride 23. Tega se spominjam zelo dobro, ker smo bili študentje in ko je bil izvoljen, smo bili vsi presenečeni, pričakovali smo neko nadaljevanje. Ta je bil pa, slikan je bil o blagoslovitvi ali posvetitvi Lurške cerkve, majhen. Potem, kar je potem nekako tudi govoril in tole, pa je postal zelo nekako ljudem prikupen, mislim, domač, ker je bil zelo tudi tega Nikito Hruščova je malo potrpljal po trebuščku, pravi se mi dva smo podobna. No, Janez XXIII se spominjam, takrat sem prišel tudi v Rim na študij, ko so ga tudi zelo čislali, da je bil zelo tak komunikativen. Za njem pa je prišel Pavel VI, ki je nadaljeval koncil, in sicer je zelo dobro, kar je Janez XXIII zastavil, je Pavel VI znal nadaljevati. Skromen, deleven, bolj francoska kot pa italijanska šola. Ste se osebno srečali kdaj z njim? Ja, celo 2. februarja 1966 za svečnico sem mu prinesel svečo v dar kot predstavnik slovenskega zavoda. Takrat bila ta navada. No, čištali smo ga zaradi tega, ker je bil francoska šola zelo temeljit in najbrž ni toliko navzven deloval, je pa znal voditi prenovo cerkve v duhu koncila. Ko je umrl, nismo ne vem koliko pričakovali koga, tega ali onega, no najprej je prišel Janez Pavel I, ki sem ga tudi poznal, in sicer v enem kurzu oziroma kongresu v Benetkah, takrat je bil beneški patriarh, no in ni cel kongres je on samo molčal pa poslušal. Se mi je zdelo, kot je pa pameten papež, pustiti, naj teologi razpravljajo. Po njem veljal je za smejočega papeža, ne? Ja, zelo je zlasti za otroke in za druge, kateheze je imel. Bil je pa samo pol leta, dejansko po pol leta, še manj. Manj. Ja. No, po tistem pa potem prišel Janez Pavel II, nepričakovano. Jaz sem ga poznal po strokovni plati, ker je na koncilu zelo veliko govoril, in sicer o teologiji dela, pa teologiji razvoja človeškega. Takrat so tudi rekli, da je dejansko on bil tisti, ki je največ storil in na koncilu, zlasti tudi cerkev sedanje svetu, ta odnos cerkve v svetu in za svet, eno in drugo. Kako ste ga dojemali kot
karakterno, ste se tudi osebno z njim Zelo sem bil srečali? presenečen, nekdanji špiritual v semenišču Jože Vesenjak je napovedoval, ga poznam, on bo papež. Ne? Se pravi, tako mu je nekako bil blizu. Tak revolucionar, pa hkrati logik in delaven. To je tisto, kar je bilo pri Janezu Pavlu II. In vemo, to malo kateri bo toliko imel za seboj, kot je ravno Janez Pavel II. Desna roka njegova je bila pa Ja, kardinal Ratzinger. takrat. Pardon, Ratzinger, ja. No, Ratzinger je bil zelo pričakovan, če ravno tule na družini, ko smo takole se menili, pa stavili, kdo bo, pa sva s kolegom Žajdel, no, Salezijancem Jožetom Župančičem, rekla, tale bo. Ne. No, ko je Benedikt Benedikt XVI. XVI končal, nismo pričakovali kakšnega Bergoglija, čeravno je tudi bil med kandidati. No, bil je presenečenje, pa vemo, kakšno presenečenje. No, tisto, kar me zdaj tudi nekako okupira v mislih, pa vedno bolj, papežstvo ni človeška zadeva, je božja zadeva, je Bog. Čeravno v zgodovini vse do začetka 20. stoletja so tudi državniki imeli pravico dati svoj veto in podobno. Ali pa papež, kjer je imel svoje besede, tudi te evropske kralje kronal, ne? Se pravi, to je bila neka potrditev. No, hočem reči, za vsak čas Bog daje posebne ljudi v ospredje, ki hočejo, in tako tudi mislim za novega papeža. Kaj bo prinesel, kako, ali se bo obrnil predvsem na mladino, na prihodnje rodove, ali bo analizo dal tega sveta, v katerem živimo, ali se od njega poslavljamo, pa ne vemo, kaj pride. Bog je tisti, ki izbira, in v tem duhu dejansko ga izbiramo mi, ljudje, kristjani. Ko tudi zdaj kakšnim rečem, ko sprašujejo, kakšnega papeža pričakujem, kakršnega bomo ali boste izbrali. Ja, kako? Se ne izbiramo mi. Ja, ali ni molitev za novega papeža ravno v tem? In razumemo prejšnjega papeža Frančiška, povsod in vedno je rekel, pa zame molite. Tako da je dejansko s tem nakazal, ja, tudi vi ste del mojega življenja, mojega, se pravi, razmišljanja ali tudi predlogov. To je papeštvo in tako je treba tudi papeža sprejeti. To je v duhu vere. Če pa gledamo, kaj je, zdaj nekateri naredijo primerjavo z svetnimi družbami, niti zdaleč ne. Tam se res med seboj prerekajo, pa so razni lobiji, v cerkvi jaz tega danes ne vidim. Profesor Rafko Valenčič, hvala za tole ekspertizo, kratko, skozi 7 papežev. Tukaj imamo pred sabo 133 volivcev, ki so v tem trenutku v Sikstinski kapeli. Naj bo njihova odločitev in izvolitev sad res naše molitve in Svetega Duha. Hvala lepa. Prosim, da je skrajšati.